V sklopu projekta My Europe, My Future je televizija AS v sodelovanju z mestno občino Velenje in SIP TV organizirala v Vili Bianca v Velenju predstavitev aktualnih in prihajajočih razpisov z področja podjetništva, namenjenih blažitvi negativnih posledic epidemije COVID-19 ter spodbujanju investicij v zeleni in digitalni prehod. Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru subvencijskega programa Evropskega parlamenta za dejavnosti obveščanja. O trenutnih razpisih na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva na omenjenem ministrstvu, povedala. Odprtih imamo kar nekaj razpisov. Večino letošnjega plana razvojnih spodbud smo že razpisali na našem ministrstvu, 5 razpisov pa še pripravljamo, torej so v fazi priprave in šele bodo objavljeni zdaj v predvidoma drugi polovici leta. Zdaj, kaj je to, kar pripravljamo čisto na novo? To bodo spodbude za investicije na področje turizma, v nastanitvene kapacitete z višjo dodano vrednostjo, to je razpis v vrednosti 69 milijonov evrov iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. Nadaljujemo tudi z razpisom prav tako iz načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podpiral prehod v krožno gospodarstvo, 12,8 milijona evrov, to bo objavila javna agencija Spirit. Potem krepili bomo kompetence v lesarstvu, objavili preko Slovenskega podjetniškega sklada tudi še razpis v podporo investicijam in tekočemu poslovanju MSP-jev, torej mikro, malih in srednjo velikih podjetij. Predvidoma bo na voljo 20 milijonov evrov v obliki ugodnih posojil preko Slovenskega podjetniškega sklada. Odprtih imamo seveda veliko število programov, tukaj tečejo programi z podpornega okolja, SPOT, SIO in tako dalje. Nenazadnje imamo pa tudi še odprte roke na kar 10 naših javnih razpisov z področja različnih področij, raziskave, razvoj, inovacij, demonstracijski projekti, področje vlaganj v javno turistično infrastrukturo, v lesarstvo, vključno z mikrospodbudami, v investicije v podjetkih, skratka številne spodbude so na voljo, vabim slovenska podjetja, da se oglasijo tudi na našem resorju, da znamo skupaj pogledati, kaj je tisto, kar je njim na voljo za razvojne projekte. Nekatere prijave na razpise še potekajo, nekateri so že v fazi realizacije. Kakšni pa so odzivi na razpise? Prvo moram reči, in česar se zelo, zelo veselimo, je, da je povpraševanje neizmerno veliko. To pomeni kot prvo, da smo očitno pripravili razvojne spodbude, ki pridajo prav slovenskemu gospodarstvu, ker je interes toliko velik. V drugi fazi pa v bistvu slišimo pohvale strani gospodarstva, da smo zagotovili v letošnjem letu res široko paleto teh razvojnih spodbud na različnih področjih, vključno s tistim, kar je letos bolj kot ne noviteta, to pa, da podpiramo tiste neposredne investicije v produktivne naložbe slovenskih podjetij in veliko več vlagamo v zeleni prehod in v digitalizacijo slovenskega gospodarstva. Posledice epidemije COVID-19 so v Evropi in pri nas pustile velike posledice na gospodarstvu. Evropska unija se je celostno odzvala in je za podporo gospodarstvu in podjetjem namenila že veliko sredstev in tudi v prihodnje se načrtuje v tej smeri še dodatne vzpodbude in ukrepi. Kako se to odraža v lokalnih skupnosti? Konkretno, v mestni občini Velenje je pojasnila Karla Sitar, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje mestne občine Velenje. COVID je vsekakor prizadel vse sektorje in celotno družbeno sfero, pa vendar je najbolj nekako prizadel ta storitveni sektor, gostinstvo in turizem, in je tudi mestna občina Velenje pristopila in pomagala, kjer je lahko. Oblikovali smo ukrep, kjer smo sofinancirali v celoti ali delno najemnine podjetjem, ki so v prostorih, ki so v lasti mestne občine Velenje oziroma naših javnih zavodov, in smo tako v 2 letih pomagali 98 podjetjem in za ta ukrep namenili skoraj 100 tisoč evrov. Drugače pa naša mestna občina Velenje vsako leto objavlja javni razpis za spodbujanje podjetništva za različne ukrepe, od naložb do zagonskih podjetij, nenazadnje, da sofinanciramo podjetjem pripravo na razpise, zato da lahko kandidirajo za večja sredstva in seveda ta sredstva, razvojna sredstva pripeljajo v našo dolino. V 7 letih smo tako razpisali 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz našega proračuna in nekako tudi seveda ta sredstva
oplemenitili, saj so podjetja obljubila za to 145 novih delovnih mest in mi smo vsakega novega delovnega mesta seveda izredno veseli. Nekako sem bila v stiku z dvema konkretnima razpisoma. Eden je bil namenjen seveda novim naložbam v gospodarstvo, kjer so se podjetja veliko obračala na nas, predvsem ti novi investitorji v naši poslovni coni, ki so želeli kandidirati za izgradnjo in tudi postavitev novih proizvodnih obratov tukaj v Velenju, pa so seveda naleteli mogoče na ta ozek pogoj, da je bilo potrebno 50% sredstev nameniti za opremo in naprave, kar pomeni, da je kar nekaj potem žal teh podjetij odstopilo od same prijave, ker se jih finančna konstrukcija ni uspela zapreti. Drug razpis je bil pa razpis za poslovno-ekonomske cone, kjer smo se kot prijavitelj pojavili mi, kot lokalna skupnost, kandidirali za sredstva, pa vendar ugotavljamo, da so včasih za kakimi ozkimi pogoji zapira dostop do teh sredstev in seveda bi se želeli, da bi ti razpisi bili bolj odprti in usmerjeni v dobre rezultate in seveda tudi, da bi imeli daljši čas priprave, kajti za večmilijonske razpise je en mesec časa nekoliko premalo. Ministrstvo, ki je pristojno za gospodarstvo, pozna gospodarske razmere in pozna potrebe na terenu, tako da verjamem, da vsemu ni možno ustreči, v večini pa da in si seveda želimo, da bi teh sredstev v gospodarstvo šlo čim več. Nenazadnje tudi, če govorim v imenu premogovne regije, si tukaj tudi resnično obetamo veliko sredstev v našo regijo, 174 milijonov, ki želimo, da bi večina seveda teh sredstev tudi šla v samo gospodarstvo in tudi v projekte, ki podpirajo gospodarstvo, kjer se pojavljamo kot prijavitelj mi, se pravi, da zagotavljamo neko osnovno infrastrukturo in dobre pogoje za rast in razvoj naših podjetij in da smo tako privlačni tudi za druge investitorje. Tovrstne predstavitve so potekale kot posredovanje informacij o razpisih oziroma pridobivanju nepovratnih sredstev namenjenih gospodarskemu sektorju, podjetnikom za blažitev posledic epidemije ter o razvojni politiki Evropske skupnosti, ki je v prihodnje usmerjena v zdravo, zeleno, trajnostno, digitalno in socialno smer.